Pozdravljeni v Ambientih, oddaji o lepšem bivanju. Bivališče vedno odraža naš življenjski slog. Mlad par brez otrok potrebuje čisto drugačno gnezdo kot na primer 4-članska družina. Ampak saj poznate tisto, da je sprememba edina konstanta v življenju. Če smo v življenjskem obdobju, ko vsako jutro pošljemo otroke v šolo, ali si znamo predstavljati, kaj bo čez 10 ali 15 let? Medtem ko nekateri na večje spremembe v življenju gledajo s cmokom v grlu, se jih drugi ne bojijo, celo veselijo se jih in jih načrtujejo. In od slednjih se po moje velja učiti. Dva taka primera imamo v današnji oddaji in prvi nas bo osupnil v marsikaterem pogledu. Kako se vam sliši takle scenarij? Dokler so otroci še mladoletni in šoloobvezni, se bomo malce stisnili v stanovanju v mestu, kjer je tako tudi najbolj praktično. Ko pa gre mularija enkrat na svoje, se zakonca preselita v sodobno hišo na čudovito podeželje, večinoma delata od doma in sta svojo hišo pripravljena celo za nekaj časa zamenjati za dom na čisto drugem koncu sveta. Ja, točno tako zgodbo smo našli v hiši, ki se med drugim ponaša z zanimivim imenom. Ta čudovita hiša stoji na Dolenjskem, na prav tako čudoviti lokaciji na vrhu hribčka, od koder pogled sega daleč naokoli. Posebej očara pogled na dolino reke Krke z mestecem Kostanjevica na Krki. Čas je, da to lepotico spoznamo pobližje in da predvsem razčistimo, zakaj je dobila ime hiša Harmonika. Ime harmonika ni povezan z obliko objekta, ampak bolj z umestitvijo tega objekta v samo okoliško tkivo in v samo naravo. Harmonika se nanaša na harmoničnost, prav na povezavo med objektom in okolico, na povezavo med naravo in tem grajenim tkivom. Irena in Metod živita v sanski hiši, v sanskem okolju in zdaj povejte nam, kako sanska je bila pot do tele hiše. Imela sva načrt, da bi potem, ko bosta otroka odrasla in se odselila, in to ne bi bilo zelo hitro pri svojih 18-19 letih, da bi se preselila na deželo, pač nekam, kjer je bolj mirno. In tako sva začela iskati parcele. Želela sva imeti eno tako zemljišče, res iskala sva nekaj, kar bi nama bilo zelo všeč. Skratka, ne prostor samo, da se preseliva na silo, da bova imela hišo, ne, hotela sva nekaj, da je lepo. In tako sem enkrat zasledil pač ta oglas za neko parcelo na Dolenjskem. Gor je bil nek velik star kozovc. Bile so te karakteristike parcele prave, skratka nekaj zazidljivega, velik del kmetijskega zemljišča. Potem sem šel to pogledat, takoj sem našel naslov pač po slikah. Naslednji dan sva šla z Ireno skupaj. Čez 3 dni smo se slišali z lastnikom in smo že pravzaprav se odločili, da zadeva kupva. Ampak prej ste živela v kakšnem okolju? Koliko je bilo to urbano? Popolnoma, tako 14. nadstropje, stolpnica v središču Bežigrada. Tako da bolj betonsko, težko, brez narave okrog. Ampak ste bila pripravljena toliko stran iti iz centra in zdaj čisto na Dolenjsko? Za Slovence je to ekstremno daleč. Tako, ja. Ko smo imeli pa na obisku prijatelje iz Kanade, so pa rekli, kam ste se preselili? Smo rekli, na uro ven iz Ljubljane. So rekli, to je pač izblizu, to ste v centru, tako rekoč. Pa tudi je razlika, mislim, ta hiša je bila narejena z namenom najne, kaj ne rečemo, upokojitve, oziroma tega, ko se res, ko nimaš več obveznosti z otroci, in greš pač na svoje in več ni treba otrok voziti in jih v šolo iti gledati in potem imaš več časa. To je ena stvar, druga stvar pa jaz delam v doma, tako da meni ni problema. Jaz, če grem enkrat na teden v Ljubljano, je veliko, Irena pa tudi več ni v Ljubljani v službi. Povejte mi, kako ste našla arhitektko in kako ste skupaj poiskali idejo za takole sodobno hišo? Malo smo spraševali pri prijateljih, kdo je njim delal, pa malo smo gledali, kakšen stil imajo posamezni arhitekti. Potem smo imeli nekje 3 ponudbe, ampak Mikina je bila daleč najbližje temu, kar smo si želela. Irena in Metod sta si želela predvsem velike in zračne prostore v hiši, ki ne bi bila povsem običajna dvokapnica. Zanju je bilo pomembno tudi to, da je hiša odprta oziroma povezana z zunanjostjo, torej da ima zares velika okna in omogoča lep razgled. Mika Cimolini ju je prepričala s 3D modelom in konceptom tako imenovane zlomljene hiše.
Dnevni prostor je obrnila v smeri zemljišča, spalni del pa je zamaknjen, tako da pogled iz spalnice seže proti Kostanjevici na Krki. Mi začnemo vedno snovati hišo na tak način, da se poglobimo v želje investitorja. Potem preštudiramo vse te danosti, ki jih daje lokacija. Šele potem se lotimo materializacije samega objekta. Vedno izhajamo iz vseh omejitev, to pomeni tehnoloških omejitev, strukturnih omejitev, pa tudi ekonomskih omejitev, to pomeni, koliko mora hiša stati. V tem določenem primeru je investitor rekel, da njemu ta sama površina, da bi rad imel zelo veliko hišo, če ga ne bo stala veliko denarja. To pomeni, da v tem smislu je bilo narediti pasivno oziroma nizkoenergetsko hišo skoraj nujno. Zato smo jo tudi zasnovali in tudi hiša ima zelo dobre te toplotne karakteristike in smo tudi pridobili ekosubvencijo kljub vsem tem steklenim površinam. Zato smo tudi bili precej varčni pri teh steklenih površinah, čeprav se zdi, da jih je zelo veliko. To pomeni, da so te deli, ki so spalni deli, so precej zaprti in imajo v bistvu samo nujne okenske odprtine v smislu sončenja in pa iskali smo lepe poglede v zunanjost. Medtem ko je ta osrednji del, bivalni del z dnevno sobo in kuhinjo, pa odprt in steklen in s to stekleno streho, ki je nekako pogled proti nebu in pogled proti naravi, v bistvu je bil glavni element te hiše. V hiši so 3 prostorne spalnice, od katerih ima vsaka svojo kopalnico. Dnevni prostor s kuhinjo ob večerih ponuja čudovite poglede na zvezdnato nebo. To je velik zračen prostor z odprtim ostrešjem in zares veličastnim lestencem. Tudi okolica je dovršena. Povejte mi zgodbo, kako sta si uredila tako lep. To ni ribnik, to je v resnici plavalni bazen, ne? Mi dva rečeva temu ribnik, čeprav se vsi pritužujejo, da ne more biti ribnik, ker nima rib. In lahko mogoče bo kdaj kakšno ribo not spustila. Ampak za okolico sva zbrala pač na enega znanca v Dobriloviča, Marka, ki je arhitekt krajinski in je on pač zrisal vse stvari. Irenin in metodov življenjski slog je trenutno še precej sodoben, zato časa za plavanje v bazenu oziroma ribniku ni toliko, kot bi si ga želela. Metod, ki dela večinoma od doma, poskrbi tudi za vrt in velik vinograd. Tega sta si postavila, čeprav so jima domačini to odsvetovali, saj je v bližnji okolici kakovostnega vina več kot dovolj. Oba poudarjata, da imata zares dobre sosede in Metod priznava, da sta z vinogradom pretiravala, saj ga sam res težko obvladuje, zato si je moral poiskati pomoč. V zrelih letih pa želita tudi potovati. Zelo ju mika tako imenovani home exchange, v prevodu zamenjava domov. Pri zamenjavi domov se pač prijaviš na neko internetno stran, ponavadi plačaš neko članarino, objaviš podatke o nepremičnini, ki bi jo dal v zamenjavo, potem pa se ti prijavljaš na nepremičnine, ki so na voljo in drugi ljudje se prijavljajo na tvojo nepremičnino. In če se najdeta dva, ki imata pač isti interes, to pomeni, obema je pač nepremičnina všeč, imata isti termin, prost, se pač zamenjata. Jaz odidem k njemu v njegovo hišo, on odide k nama v najino hišo. V principu, da ne rabiš iskati hotela, kamor greš. Veste kaj, ideja o zamenjavi hiš mi je všeč, tako da če bi se za nekaj časa priselila v okolico Grosuplja, se lahko kaj zmenimo. Jaz sem imela kakšne države, ki sem mečkan dalj s tem. Zelo eksotična lokacija. Kakšni gradbeni posegi so potrebni za energetsko sanacijo mansarde? In še en zgleden primer, kaj narediti, ko se otroci odselijo in kvadratura doma postane prevelika. Odgovorimo v nadaljevanju. Podstrešja so lahko primer prav čarobnih prelevitev. Dokler so neizdelana, nas njihova mračna podoba, napolnjena s plastmi zgodovine in tudi prahu, lahko odbija.
Za pravega snovalca bivalnih prostorov pa je to svojevrstna poslastica, kjer lahko pokaže svojo iznajdljivost in ustvarjalno prožnost. Kar nekaj mesecev smo ekskluzivno spremljali prenovo mansardnega stanovanja mlade družine. In zdaj vam bomo v 2 delih nazorno predstavili ideje, rešitve in posege, ki bodo zagotovili zares udobno bivanje pod streho. Žiga, lastnik, in Tina, arhitektka tegale stanovanja. Žiga, kakšna je bila zgodba oziroma pot do tele mansarde? Ja, se pravi, itak prvi treba kupiti stanovanje. In takrat že na prvem ogledu, ko sva bila midva z mojo ženo tukaj, sva videla, da je to neka taka energija v tem stanovanju in sva pač kupila. Energija? Ja. Se je čutila? Ja, je bilo, mislim, takoj po ogledu, ko sva se usedla v avto, ko sva šla domov, sva rekla, to mansardo morava kupiti. Nama je zelo všeč. In potem ste nekaj časa živeli v njej, preden ste se odločili za takole prenovo? Mislila sva o prenovi že malo prej. In sicer mene je zelo motil, ker je bil nizek strop, ampak po 2 letih smo pa realizirali. Tina, katere glavne arhitekturne spremembe je doživela tale mansarda? Ja, glavno in bistveno je to, da smo povečali volumen stanovanja, se pravi, smo odprli strop do slemena. Potem smo pustili vidno ostrešje, se pravi škarje in pa lege, tako da smo malo popestrili sam ambient. Za svetlobo smo dodali kar nekaj strešnih oken, tako smo jih zelo enakomerno razporedili po prostoru. In pa v bistvu v otroški sobi smo prestavili steno, tako da sta 2 enakomerno veliki sobi. Plus v dnevnem prostoru smo spremenili pozicijo kuhinje, tako da je zdaj prostor dosti bolj funkcionalen. Stene smo podirali samo v otroških sobah, tam smo pa na enak način rešili tudi strop, se pravi, smo ga tudi odprli do slemena, tako da smo dobili še dodaten volumen, in vsaka otroška soba ima zdaj še tako zgornji etaž in tak kotiček, pač kamor se lahko vsak otrok skrije. To in pa pač tukaj v kuhinji smo malo zamenjali pozicijo opreme. Žiga, kako je potekala časovnica, katera dela so bila izvedena? Se pravi, tako kot vsaka zadeva se je začela z idejo. S to idejo sva šla do Tine. Seveda midva sem imela neko svojo videnje. K sreči je Tina naredila še neko tudi njeno videnje. Na koncu smo se seveda odločili za njeno idejo, ker je na koncu tudi povečal sam obseg prenove. Potem pa seveda, za 2 meseca smo se preselili k staršem moje partnerice. Potrebno je bilo spraviti za celotno stanovanje. To smo kar dobro rešili in sicer smo najeli nek kontejner, kamor smo vse skupaj vso to robo dali, ker na koncu smo le 2/3 stanovanja obnavljali, se pravi, kar ima mansardnega dela, medtem ko kopalnica pa spalnica pa ostajata nespremenjeni. Zaenkrat. Zaenkrat, tako. Potem pa seveda so se začela rušitvena dela, za rušitveni deli pa nameščanje profilov in izolacija strehe, celotnega podstrešja. In za kakšno izolacijo sta se odločila? Ja, odločila sva se kar za Ecows in sicer zaradi enega zelo pomembnega vidika, to je bil ta naraven material. Izolacija je ena izmed redkih, ki za vezivo uporablja naravne materiale in meni je pa to zelo pomembno, glede na to, da imam majhne otroke. Seveda, po drugi strani pa pol tudi, ko smo enkrat mi to izolacijo nameščali, je bilo pa tudi zelo hitro namestitev, tako da se je to še enkrat pokazalo kot zelo dobra odločitev. Lastnik Žiga se je tukaj v tej mansardi kar sam lotil izvedbenih del polaganja izolacije in me zdaj zanima bolj tehnični nasveti, na kaj mora biti človek pri tem pozoren. Zelo pomembno je, da je nameščanje toplotne izolacije kontinuirano, se pravi, da ni med posameznimi kosi izolacije večjih praznin, reš, da je izolacija nameščena v čim bolj enakomerni debelini, pa da je seveda varno fiksirana na svojo pozicijo. Pomembno je tudi, da vgradimo zadostno debelino toplotne izolacije. Priporoča se minimalna debelina izolacije od 23 do 30 cm, odvisno od toplotne izolativnosti izolacije, ki jo izberemo, pa vgradimo. In to je tudi minimalna zahtevana debelina za pridobitev subvencije Ekosklada. Poleg same izolacije pa je potrebno posebno pozornost nameniti tudi pravilni vgradnji ustreznih in pa seveda kakovostnih folij in tesnilnih sredstev za kontrolo prehoda vodne pare iz bivalnih prostorov v konstrukcijo. V konkretnem primeru v tej mansardi je bilo vgrajenih 16 cm izolacije med špirovci, pa dodatnih 8 cm izolacije pod špirovci. Na to pa je sledila namestitev parozaporne folije
ki jo je potrebno tudi zrakotesno zatesniti. To pomeni uporabo zrakotesnih, kvalitetnih tesnilnih sredstev na preklopih folije, na vseh prebojih folije in pa tudi na vseh stikih folije z stenami. In ko človek torej pravilno namesti dovolj kvalitetne izolacije, kaj lahko v bivalnem prostoru pričakuje? Vsekakor stanovalci v taki mansardi zaradi pravilno ugrajene in pravilno izbrane izolacije dobijo veliko boljše toplotno ugodje bivanja v taki mansardi, predvsem na račun manj hladnih oziroma manj vročih sten in stropov ter veliko manjšega nihanja notranjih temperatur v taki mansardi. Seveda posledica tega so veliko manjši stroški za energijo in seveda veliko manjša poraba energije ter predvsem bistveno bolj zdravo bivalno ugodje zaradi izolacij in drugih materialov na naravni osnovi, zaradi preprečenja toplotnih mostov in s tem preprečenja pojava plesni. Bistveno bolj varno pa je tudi zaradi zagotavljanja negorljivosti celotne konstrukcije. Zaradi zdravih naravnih materialov, ki so vgrajeni v mansardo, je tudi boljša kakovost notranjega zraka v prostoru. To je posebej pomembno pri bolj občutljivih prebivalcih, kot so otroci in starejši ter ljudje z boleznimi. Poleg tega pa z vgradnjo zvočno-izolacijskega materiala tudi zagotovimo zelo udobno in pa mirno bivanje v mansardah, ker s tem preprečimo povečan prehod hrupa iz okolice v notranjost. Zaradi pravilne vgradnje zrakotesnih folij in tesnjenja pa tudi zagotovimo zdravje same nosilne konstrukcije in pa njeno dolgoživljenjsko dobo. Obenem pa s tem pridobimo tudi zrakotesen ovoj stavbe, kar pa je zelo pomembno posebej pri nizkoenergijskih novogradnjah in pri pridobivanjih subvencij. Žiga, kakšen je stroškovnik, če ni skrivnost, koliko je do te faze naneslo? Ja, jaz sem čisto vse stroške sem beležil, tako da zdaj, če potegnemo črto, smo prišli na 40.000 evrov. V naslednji oddaji pa boste videli, kako sta Jerneja in Žiga poskrbela za optimalno razporeditev prostorov ter dovolj svetlobe in svežega zraka v njuni mansardi. In kot sem napovedal že na začetku, je tu še druga zgodba, ki so jo navdihovale življenjske spremembe. Kot rečeno, te v vsakem primeru pridejo. Ampak, če ohranimo jasen pogled na svoje želje in potrebe, je rezultat lahko tudi očarljivo stanovanje kot sledi. Redko kdaj naletimo na koga, ki je dovolj moder, da z leti potrebuje vedno manj in da tudi tedaj, ko otroci odidejo z doma, se lahko stanovanje zmanjša. Simona in Tine, zakonca iz Ljubljane, sta potrebovala manjše stanovanje in ko se je ponudila prilika, da iz lepega, velikega stanovanja se preselijo v manjše, sta jo pograbila z obema rokama. Samo en pogoj je bil, kateri boste izvedeli, če pogledate njuno stanovanje z nami skupaj. Zakonca sta torej iskala manjše stanovanje, kar ni posebna redkost. Bolj nenavadno je, da sta ga našla kar v sosednjem bloku, ki je del manjše skupine večstanovanjskih stavb v Ljubljani. Želela sva ostati v tem naselju. Ponudila se nam je enkratna priložnost, da so sosedje iskali večje stanovanje, midva sva iskala manjše stanovanje in smo preprosto stanovanje zamenjali. Jaz bi celo rekel, da je v tem primeru manj je več. Stanovanje je bilo se po kvadraturi toliko večje, ampak je bilo precej bolj nefunkcionalno, kot je to, tako da smo bolj zadovoljni. Ne rabimo nič več prostora. In vendar želja po manjši kvadraturi ni bila edino vodilo pri iskanju novega doma za Simono in Tineta. Mogoče v par besedah razlike, saj generalne med onim prejšnjim stanovanjem in tem sedanjim. Mogoče ne samo velikosti, kaj je bilo tam še več. Pravzaprav samo kvadrature, toliko več kvadrature, malo bolj nefunkcionalno je pa pomembno, da je bilo tako tam kot le terasa, kar je predpogoj sploh, da smo se odločili za to zamenjavo, drugače, ker smo iskali v Ljubljani stanovanje od nekdaj z teraso, ker v hiši ne bi bili, v Ljubljani ne. Tukaj imaš pa teraso in si sredi mesta, tako rekoč na vrtu in se mi zdi to idealno. Kako se da uživati na vajini terasi?
Lahko skuhaš kaj, to sicer zame ni ravno užitek, ampak za mojo družino je pa zelo užitek. Lahko gledaš TV iz džakuzija, lahko preprosto lenariš, tako da imaš možnosti, poslušaš glasbo, možnosti še, pa tam tega nismo še uredili. Tam smo predvsem imeli vrt, tam smo bili vrtnarji, tukaj smo pa uživači. Dejansko sta družini stanovanje samo zamenjali, kar pomeni, da sta bila oba doma ob menjavi povsem opremljena. V bistvu je bilo ogromno že noter, tudi zato sva se tako hitro odločila za to stanovanje, ker nam je to bilo izredno všeč. Smo pa prenovili kuhinjo. Na tej strani smo pult dodali, tukaj je že bil, pa napo smo dodali, tole kuhalno ploščo z napo, ker prej stanovanje ni imelo nape. Hladilnik nam je bil premajhen, smo ga dali v predprostor in je zdaj kot en dekorativni element v predprostoru. To je bil moj predpogoj, da je pač velik hladilnik v stanovanju. A bi mi lahko ti ne bi opisali, ne vem, razpored prostorov, prosim? Takoj, ko priješ noter, so omare, garderobne omare, ki so zelo funkcionalne, ker so stropi tukaj do 3 metrov, so omare zelo visoke, so globoke. Takoj desno potem je spalnica, kjer je bistvena prednost. Predvsem Simona pravi, da imamo garderobno sobo, to se mi zdi blazno funkcionalno, pa tudi lahko bolj razmetan, ker ponavadi ni tako zelo pospravljeno, kot je danes, ampak je pregledno, tako da to se mi zdi zelo fajn. Spalnica ima tudi enako, kot tam ima velik balkon, tako da. No, potem, ko še naprej je desno, je kopalnica, ki je vsa v marmorju oziroma v kamnu. To je bilo v začetku malo preveč laboratorijsko tuje, ampak se pol navadiš. Pa mislim, da smo se kar navadili, je všečno. Zraven je potem stranišče, potem do konca hodnika smo že v tem prostoru. Dnevna soba, še pri tem je pa od sina. Dnevni prostor združuje kuhinjo in jedilnico, pa tudi večji prostor za počitek. Stanovanje je celo v lučkah, to je tudi razlika od prejšnjega stanovanja, tako da prostor deluje večji, kot je v bistvu, in se zelo, zelo dobro počutimo. Mislim, da ste mi omenili, ko smo šli prej po stanovanju, da televizor je skoraj v vsaki sobi. To pa res. Je to zasluga vajna ali že prejšnjih lastnikov? Ne, to pa že prejšnjih lastnikov. Ampak mislim, da se bomo pozimi zlahka temu navadili. Osnovna zasnova v teh blokih je bila, da bi bile stopnice oziroma dvigalo na teraso iz stanovanj, spravi iz dnevne sobe, ampak potem so arhitekti ugotovili, da bi se dnevne sobe preveč razbile in bi tista dvigala se kvarila in to, tako da je pač treba iti ven na hodnik in po stopničkah gor in na vrh nad našim stanovanjem je v isti kvadraturi terasa. Koliko je pa recimo ta terasa vidna iz ostalih blokov? A se lahko goli sončite? Seveda. Lahko naredite nek paravan ali pa karkoli? Tako je. Dokler ne pride kdo z dronom? To pa res, ja. Pa dokler ne bodo poslovne stavbe polne. Ko bojo poslovne stavbe polne, so pa toliko nad nami, da pa bo pa treba malo večjo tendo postaviti. Zdajle se pa lahko še. Kaj vam pomeni dom, smo vas vprašali na naših družbenih omrežjih in všeč mi je odgovor Žaneti Novak, ki je zapisala: Dom je tam, kjer je srcu prijetno, ko najdeš svojo najtoplejšo odejo, kjer te v lijaku čaka skodelica od jutranje kave. Na oknu je tvoja najljubša lončnica, na katero misliš cel teden dopusta ali bo preživela, in ko greš do dnevne sobe, stopiš na Lego kocko, za katero misliš, da je že zdavnaj pospravljena. Veš, da si doma in si srečen. Dom pomeni polno občuten, ki bi v drugih okoliščinah delovale kaotično, doma pa usklajeno. Bravo, Žaneti, sploh v tistih pohojenih kockah se nekateri zelo najdemo. In ja, dom je dom, tudi če kakšna skodelica ostane nepomita. Uživajte toplino svojih bivališč in se vidimo prihodnji teden, ko vam pokažemo končno podobo mansarde mlade družine in leseno hišo sredi narave in miru, premišljeno zasnovano za par v zrelih letih.